Cerar o drugem bloku krške nuklearke. V Dobu pri Šentvidu odprli športno igrišče. Baletna pravljica v Semiču. Dober večer. Letos so v Vrbini začeli pripravljalna dela za gradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. To in morebitna izgradnja novega jedrskega bloka v Krškem sta bili med drugim tema zaprtih pogovorov ob vladnem obisku minuli teden. Kot je za javnost povedal predsednik vlade, so obnovljeni pogovori s Hrvaško. Skladišče radioaktivnih odpadkov z enim zabojnikom, to pomeni hrambo polovice odpadkov, ki so obveza Slovenije, bi stalo dobrih 157 milijonov evrov. Če bi zmogljivost povečali še za hrvaški del odpadkov, bi bil strošek gradnje dobrih 178 milijonov evrov. Začetek gradnje je predviden v novem letu, a danes še ni znano, ali skupaj s Hrvaško. Zelo aktivno vlada na tem problemu dela. Zavedamo se, da je treba tukaj biti aktiven, kajti v prihodnjih letih bo morala biti dorečena rešitev in veseli me prav to, da smo uspeli obnoviti dialog s sosednjo državo na ravni ustrezne komisije in da trenutno pogovori in tudi naše načrtovanja tečejo v pozitivno smer. Politika, ki sprejema koncept razvoja energetike, običajno na rešeno težavo jedrskega odlagališča veže morebitno gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Stroka meni, da bi bil že čas za sprejem načelne odločitve, da bi se lahko začeli vsi potrebni postopki, vključno z referendumskim odločanjem državljanov. Zagotovo to ni nekaj, kar bomo reševali v mandatu te vlade, je pa zelo pomembno, da glede tega dosežemo nek širši družbeni in pa tudi strokovni konsens. In tako kot sem že pred leti dejal, ko sem vstopil v politiko, to ni zadeva, v kateri bi se lahko odločila zgolj ena vlada, o tem se mora odločiti širša strokovna, pa tudi naša širša javnost. V Gen Energiji kot zastopniku slovenskega dela lastništva krške nuklearke imajo pripravljene študije, ki kažejo na upravičenost take naložbe. Dejstvo je, da imamo mi izredno dobre izkušnje z uporabo jedrske energije, da je izredno pomemben miks brezogljične proizvodnje električne energije za primerno ceno in seveda na tem gradimo. Jaz sem prepričan, absolutno bo prišlo do te odločitve, kako hitro in kdaj bo pa tudi odvisno od tržnih razmer, pa tudi ali bomo imeli še naprej tako zanesljivo oskrbo, kot imamo danes. Jedrska elektrarna v Krškem je zrasla ravno zaradi zanesljivosti oskrbe, je dejal Novšak. Brez igre in športa v otroških letih ne gre. Otroci pa za vse to potrebujejo prostor. V Dobu pri Šentvidu so z odprtjem novega igrišča ob gasilskem domu poskrbeli, da se bodo otroci lahko mirno družili in igrali. Zgodba o igrišču se je začela uresničevati pred 3 leti, ko so vaški gasilci v sodelovanju z ivanško občino odkupili zemljišče ob gasilskem domu. Samo gradnjo smo pričeli letos, mislim, da meseca junija, z vsemi papirji in urejanjem pa približno eno leto. Novo igrišče je bila želja krajanov dolga leta. Zelo intenzivno se ukvarjajo z različnimi športi, predvsem pa želijo športno dejavnost prenašati iz mlajših na starejše oziroma iz starejših na mlajše in to jim tukaj kar imenitno uspeva. Zato so krajani pomagali tudi pri gradnji. Občina je krila stroške, napravila razpis, krajani pa so z vsakodnevnim delom in z nasveti pomagali izvajalcem, da so bili roki res kratki in da je končni izdelek oziroma da je dokončan projekt res tak, kot so si ga želeli. Z igriščem so zadovoljni tako v občini kot krajani. Kot športnik se malo spoznam tudi na športne objekte in kot vidim, nam je imenitno uspelo. Zadovoljni so otroci, zadovoljni smo pa tudi mi starejši. Otrokom pa je nasmeh na obraz narisal še Miklavž, ki jih je obdaroval, a najlepše darilo za vse skupaj predstavlja novo igrišče. V Trebnjem pa nameravajo v sklopu projekta Heritage in It Age obnoviti ne sicer igrišča, pač pa star in močno dotrajen objekt kulturne dediščine, imenovan Grmada, ki stoji v središču Trebnjega v neposredni bližini sedeža občine. Grmada je enostropna hiša z bivalnim postrešjem iz druge četrtine 20. stoletja. Tu smo prijavili na Interreg, gre za IT tehnologijo, da se pravi prikaza dediščine, sodobno elektronsko prikazovanje, tako da
skupaj prijavljamo z Veliko Gorico na Interreg. Cilj je temeljita prenova, tako objekta kot njegovega ozadja in vsega, kar sodi zraven. To je vendarle dediščina. Ta objekt je imel prvi v Trebnjem elektriko in to se pravi, bil je prvi tak bolj eminenten hotel oziroma eminentna stavba. Stavba je imela v kraju pred drugo svetovno vojno zelo pomembno vlogo. Hotel je bil namenjen turistom, ki so prihajali predvsem iz Ljubljane in z Dunaja. Največ jih je Trebnje obiskalo v poletnem času, saj je imelo takrat na Temeljnici precej veliko kopališče. Potem je bila nacionalizirana, ampak ima veliko zgodovine, veliko zgodb in te želimo v turizmu izkoristiti. Seveda je pa tukaj se bo prikazovala tudi tista daljna zgodovina, zgodovina Rimljanov, zgodovina izkopanin. Iz tega izhaja tudi veliko turističnih zgodb, kar je za današnjo turistično ponudbo izrednega pomena, je prepričan Kastelic. Čeprav je december mesec, ko je dobrodelnost toliko bolj v ospredju, obstajajo ljudje, ki delajo dobro vsak dan. Med njimi so tudi dijaki prostovoljci, ki polepšajo dneve bolnikom v novomeški bolnišnici. Tokrat je dijake srednje zdravstvene in kemijske šole ter gimnazije Novo mesto obdaril Miklavž in se jim tako simbolično zahvalil za njihovo humanitarno delo. Odkar sem šla v zdravstveno šolo in nam je profesorica Gloria Šepec povedala za možnost prostovoljstva, pa sem se takoj videla v tem, ker pač tudi, ko sem bila jaz mlajša, sem bila v bolnišnici in so tudi k meni prišli prostovoljci. Kaj pa počne pri bolnikih? Jih probam malo razbremeniti in pokažem, da ni tako slabo ali pa da ni tako hudo, kot sami mislijo. Ali pa jim probam predstaviti dobre stvari, ki jih še imajo, recimo družina ali pa dom, ko jih čaka. Ali pa ne vem, vprašam jih tudi, kakšna je hrana ali pa kaj pogrešajo doma. Zanimanje na naši šoli je zelo veliko, vsako leto imamo od 50 do 60 prostovoljcev, to so dijaki od 1. do 4. letnika programa zdravstvena nega in se vključujejo v prostovoljno delo zelo radi. Ta dobrodelna tradicija v srednji zdravstveni in kemijski šoli traja že 13 let, nedolgo tega pa so začeli tudi v novomeški gimnaziji. Tovrstno sodelovanje lahko za zgled tudi ostalim. Želeli bi si, da bi bilo več takih dobrih povezav med šolami in zavodi, institucijami, kjer lahko mladi ne samo res nekomu pomagajo, lahko resnično polepšajo dneve ljudem, ki so v bolnišnici. Ključno je sicer, da dobrodelno že zgodaj predstavimo mladim kot izredno dobro izkušnjo tudi za njih same. Članice mažoretnega kluba Takt iz Novega mesta so v zadnjem letu zabeležili nekatere največje uspehe v svoji zgodovini, kar cenijo tudi v tamkajšnji občini, zato so zanje pripravili sprejem. Mažoretni klub Takt je bil na pobudo 4 deklet ustanovljen leta 2006, to leto pa je bilo zanj zelo uspešno. Naše najmlajše Cici skupina so na državnem prvenstvu osvojile zlato medaljo v svoji kategoriji. Potem ena starejša skupina Kadet so bile druge, državne podprvakinje, najstarejše seniorke so bile pa potem na Evropskem prvenstvu tretje. Mažorete skupaj z zagodbo so sestavni del, včasih tudi nepogrešljivi sestavni del številnih dogodkov na Novem mestu. Mislim, da v teh nastopih uživajo naši občani. So pa seveda pomembni tudi v tem smislu, da se udeležujejo državnih in mednarodnih tekmovanj, tudi tam dosegajo uspehe. Število članic v klubu se, predvsem v najmlajših kategorijah, vztrajno povečuje. Čedalje več mlajših punc se vpisuje v klub, tako da tu je super, imamo podmladek, tako da ziher bo prihodnost mažoret v Novem mestu. Želja novomeških mažoretk v prihodnjem letu je, da najmlajše ponovijo letošnji uspeh, cilj starejših pa stopiti še stopničko višje. Semiški kulturni center je bil minulo soboto prizorišče 11. revije klasičnih baletnih šol in društev Slovenije, na kateri so se zbrali mladi baletni plesalci med 9. in 19. letom. Društvo baletnih umetnikov Slovenije pripravlja revijo vsako leto v drugem kraju, tokrat prvič v Beli krajini. Dolenjska je mogoče, Dolenjska Bela krajina je mogoče res malce zapostavljena, ampak to pravzaprav ne zapostavljena v tem smislu, da sem ne bi hotel priti, ampak je dejansko na tem področju najmanj baletnih šol, najmanj baleta. Moram pa povedati, da se Semičem dogovarjamo, da bomo v naslednjem letu večkrat gosti tega odra.
odra, na katerega je tokrat stopilo okrog 200 mladih plesalcev iz cele Slovenije in v 19 zelo različnih koreografijah predstavilo klasično baletno umetnost ter uprizorilo predstavo polno elegantnih gibov in prepletajoče se otroške energije. Za številne otroke je to priprava, ki traja skoraj celo leto. Seveda so vmes interne produkcije, pa so nastopi za starše, mogoče tudi kakšno gostovanje, pa vendar ne. Na baletnem podiju se srečajo pa na tej reviji. Revija nima tekmovalnega značaja, daje pa možnost mladim plesalcem, da se predstavijo in primerjajo med sabo. Balet kot umetnost je sila specifična. Balet je načeloma poslanstvo, zato si rojen ali nisi. Verjetno je najlepših poklicev, ena najlepših umetnosti, ampak istočasno tudi precej specifična. Bolj kot talent je pomembno trdo delo. Tukaj bližnjic ni. Pri baletu se vse vidi, pravi baletna pedagoginja Vovk Pestirjeva. Seveda lahko pri pravilnem vodenju to zelo dviga samozavest, predvsem pa notranjo disciplino, ki je seveda za kasneje v življenju še kako pomembna. Jaz bi si želel, da bi se Bela krajina vzpodbudila, pa da bi tudi tukaj začele rasti razne baletne šole. Bomo videli, mogoče pa. V Sloveniji je sicer balet zelo razširjen. V Beli krajini na Dolenjskem in Posavju pa je bolj prisoten sodobni ples, dodaja Rode, ki v minulih 30 letih odplesal veliko vidnejših vlog klasičnega in sodobnega baletnega repertoarja doma in po svetu. Vodilo veselega decembra na Dolenjskem je, da 5000 otrokom spravijo nasmeh na obraz in kot kaže, jim dobro uspeva. Dedek Mraz je namreč že začel svoj obdarovalni pohod po dolenjskih krajih. Včeraj je v 5 predstavah obdaril prek 1300 otrok iz novomeških krajevnih skupnosti. Tako so otroci ob spremljavi skupine Mladi lovci priklicali na oder dedka Mraza, ki je že komaj čakal, da spet sreča vse otroke. Danes moram reči še 1300 otrok, še nekaj jih prihaja meni in radost, veste, to je radost. Otroci so vedno veselje, ne? In upam, da bo tudi v naslednjem letu tako. Ampak vam, dragi gledalci, vesele in mirne božične praznike, srečno in zdravo novo leto 2018. Srečno! Polne roke dela imajo tudi pridne snežinke, ki spremljajo dobrega starega moža. Mi se tle pač slikamo z otroci, ko čakajo v koloni. Tudi dedek Mraz rad prisluhne marsikateremu nasvetu snežink. Ja, uboga nas. Ja, tudi mi njega. Letošnja predstava in darilo sta bila povsem v znamenju ptičev, saj so vsi otroci dobili ptičjo hišico, semena in knjižice o pticah. Medtem ko je lovec Toni povedal poučno zgodbo o skrbi za te lepe živali. Vsako leto se nekako potrudimo, da naredimo tudi malo poučno, letos je še posebej poučno glede na darilo. Vse skupaj se nekako sopada, torej čudovita predstava, lepo darilo, vse ista tematika in res vsi uživajo in so zadovoljni. Mi smo zelo srečni, da smo po tako napornih 2-3 mesecih dela uspeli danes poklicati dedka Mraza, da je prišel in da je razdelil prvih 1300 daril med otroke iz mestnih krajevnih skupnosti. Nad dogodkom že skoraj pol stoletja bdijo v Društvu prijateljev mladine Mojca. Dedek Mraz se bo od vseh otrok poslovil 30. decembra na novomeškem Novem trgu. Mi se od vas poslavljamo le za danes in vas z novimi novicami v našo družbo vabimo že jutri. Lep večer.